Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na kongresu Slovenske ženske zveze pri SLS, lepo pozdravljeni v Majšperku. Da bo dobrodošlica na današnjem kongresu še bolj prijetna, sedaj v ospredje vabim trobentača Petra Cepa, ki nam bo zaigral prvi in drugi stavek sonate. Zato nam je bilo v veselje in čast, da nas je v goste sprejela naša županja, doktorica Darinka Fakin, ki je danes tudi z nami. Beseda je vaša. Ja, spoštovani zbrani na kongresu Slovenske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki. Zelo sem vesela, da smo bili izbrani, da lahko gostimo ta velik dogodek. Sveda ob tej priložnosti iskreno pozdravljam našega predsednika, gospoda Zidanška, evropskega poslanca, gospoda Bogoviča in predsednico, gospod Starman, ter vse ostale visoke goste in vse delegatke. Z nami je tudi kar nekaj predsednikov občinskih odborov in upam, da se boste danes pri nas dobro počutili. Danes ste v občini Majšperk, ki spada delno med haloške občine, delno med ravninske občine. Že to, če rečem Haloze, pomeni, da smo se v preteklosti srečevali z kar mnogimi problemi. Tukaj nas živi približno 4000, po površini smo pa veliki kar 72,8 kvadratnega kilometra in velik del predstavljajo Haloze, to se pravi Gričevje, ki je seveda izjemno lepo, ohranjeno kulturno krajino imamo, vendar imamo zato tudi kar nekaj problemov. V preteklosti nam je lokalna samouprava dala veliko priložnosti. Mislim, da smo jih v občini Majšperk znali izkoristiti in nekako občino postavili na neko drugo mesto. Zgradili smo novo šolo, zgradili smo nov vrtec,
zgradili smo kulturno-poslovni center, več čistilnih naprav, obnovili smo tudi vse podružnične šole, tudi smo energetsko že sanirali vse osnovne šole. Seveda pa imamo še kar nekaj tudi infrastrukturnih problemov, ki nas čakajo za prihodnost. V občini Majšperk ima tudi naša stranka kar pomembno mesto, ves čas. Tudi sama sem članica, podžupan naš je član in od 14 občinskih svetnikov je kar 6 iz Slovenske ljudske stranke, od tega pa kar 3 ženske. Seveda, to je prav gotovo rezultat tudi nekega dela, sama pa sem 4. mandat županja. To delo opravljam nepoklicno, zato se seveda srečujem še s kakšnimi problemi, predvsem časovnimi, drugače pa moram reči, da to delo nekako opravljam rada in srcem. Na srečo nimamo nekih prepirov, ki so včasih bili, delamo skupaj in prepričana sem, da je to velik del uspeha. Upam, da bomo v Slovenski ljudski stranki in v okviru ženske zveze tudi našli to soglasje in da ne bomo obupali na tej poti. Današnji odziv in prisotnost, koliko nas je tukaj, me navdaja vseeno z nekim optimizmom. Delamo skupaj, borimo se skupaj in poskušamo narediti za to Slovenijo, ki je lepa, ki bi lahko bila bolj uspešna, lepo. Želim vam prijetno počutje danes tukaj v kulturno-poslovnem centru, ki smo jo tudi zgradili seveda z evropskimi sredstvi, v katerem imamo občino, imamo prostore za društva, imamo veliko poslovni del in imamo veliko kulturno dvorano, kajti v občini Majšperk, glede na velikost, deluje kar 50 društev, ki so izjemno aktivna in seveda, ki polnijo to dvorano in najbolj važno je to, da če nekaj zgradimo, potem tudi to živi. In za ta center lahko to trdimo. Vsem, ki ste organizirali veliko tako prijetnih mladih žensk, ki je to organizirala, jaz sem bila tega zelo vesela, vsem se iskreno zahvaljujem za to delo in za priložnost, da ste prišli k nam. Vsem pa še enkrat lep dan. Hvala. Naš gost je danes tudi evropski poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospod Franc Bogovič. Tudi vas vabim. Kratek pozdrav. Lep dan vsem zbranim. Prav lep pozdrav, da začnem v prvi vrsti, ker sem vesel, da je tudi tu večina žensk. Za vsak slučaj sem zdaj še ženo sabo, da ne bi jaz skvaril tega poprečja. Darinka, pozdravljena. Velikokrat sva se srečevala v drugih vlogah, ker smo krojili to lokalno samoupravo. Čestitke za vse, kar ste naredili v tem področju. Ženo sva se pripeljala preko Poljčan, preko Makol in moram reči, še prvič preko in prav lepa dolina, to, kar si rekel, pogoji za delo zahtevni. Ko pa vidiš najprej obdelano kmetijske površine, meni to veliko pomeni, pa tudi hkrati cela vrsta novih objektov, kjer mislim, da si res naša stranka lahko lasti kar veliko zaslug za to, da smo tudi uspešno zastavili prejšnjo finančno perspektivo, predvsem pa tudi na nivoju lokalne samouprave opravili veliko delo, kakor tudi ti in tvoja ekipa opravljate tu v Poljčanah. Tako da čestitke za to, pardon, Majšperku čestitke za to. Pozdrav Vesni, predsednici ženske zveze, da bom začel ženskam Tadeji, direktorici Slovenske ljudske stranke, podpredsednici Jasmini in seveda predsednik tebi in pa podpredsedniku, se pravi Marko in pa Primož. Pozdravljen tudi vsi ostali. Z veseljem sem danes tukaj za vami, da par misli tudi spregovorim in prav, ko imamo naziv ali pa na nek način današnji slogan kongresa za družino naklonjeno družbo, mislim, da smo res v Slovenski ljudski stranki tisti, ki prisegamo na te družinske vrednote in seveda tudi v Evropskem parlamentu mnogokrat govorimo o pravicah žensk, ki je zelo pogosta tema. Velikokrat pogrešam to, da bi bilo v takšni povezavi, kot je tudi napisano, za družino naklonjeno družbo. Smo reči, da predvsem v Evropskem parlamentu levi politični pol o kakšnih drugih oblikah družine, kot imamo mi v mislih, te teme največkrat tudi da na dnevni red Evropskega parlamenta, ko se srečujemo z drugimi problemi, ne vem, problemi migracije in vsega tega,
hitro pridemo do tega, da ugotavljamo kot ugotovitev, kot dejstvo, da se Evropa stara, da nam bo število prebivalcev padlo. Nekateri vidijo rešitev, ne vem, v tem, da moramo zato, ne vem, veliko ljudi od drugod pripeljati na ta lep kontinent. Bom rekel, vse premalo pa je teh pozivov in pa tudi praktičnih in konkretnih ukrepov v smer družini naklonjeni družbi. Tako da jaz upam, da bo to, kar bo naša tematika danes, kar se tudi sicer v Slovenski ljudski stranki vedno zavzemamo, čim bolj zapolnil tudi slovenski politični prostor, se pravi, da bomo nazaj v parlamentu lahko, tako kot smo naredili neko politiko prijazno do lokalne samoprave, do podeželja, tudi do družine, jo postavili nazaj. In mislim, da to je neka naša skupna naloga, tudi sam sem vesel, da ste se ženske v lepem številu zbrali danes tu v Majšperku, se izvolili novo vodstvo, vidimo v tekmi, ki bo prava politična tekma in želim, da skupaj potem tudi po današnjem dnevu se vaš glas še bolj sliši tudi v Slovenski ljudski stranki, kako tudi v slovenskem prostoru. Nam pa en izziv, ker imamo v Evropskem parlamentu tudi eno prijetno možnost, da koga kdaj povabimo v Evropski parlament in ker so danes tu predstavniki iz ptujsko-ormoškega konca, se pravi z tega ravninskega dela, pa malce okolice, ki so bili ta teden pri meni v Bruslu, lahko pri Radotu ali pa pri Roziki malo vtise poberete, pa povabilo ženski zvezi, da se organizirate, tako kot so se slovenske ženske, kmečke ženske, ki so kar z 2 avtobusom prišle v goste. Tako da verjamem, da boste tudi vi zbrali zadostno število, pa da mogoče tudi v tem prijetnem druženju, hkrati pa tudi v spoznavanju teh evropskih vsebin, ker mislim, da vsi, ki pridijo skozi Evropski parlament, skozi inštitucije, malce skozi ta nek način muzeji, parlamentarijum, dobijo en drug vtis še v Evropski uniji in pa Evropski zvezi, ki mislim in sam zelo verjamem v to zvezo, da jo moramo kar negovati pa čuvati kot evropske družine, ker tudi družino lahko kdaj razpade, pa tudi Evropska unija, kar se nam še par let nazaj zdi, da je nemogoče, je lahko pod kakšnim vprašanjem, če vodijo države, družbo, ljudje, ki niso za skupne stvari, to, kar pa skupne cilje, ampak bolj za razbijanje, pa razdvajanje ljudi, pa izločevanje. Tako da čestitke za organizacijo, želim vam prijeten, uspešen kongres in pa veliko uspešnega dela v prihodnje, da bomo po leta 2018 okronali, če ne bo treba že prej, pa vsaj leta 2018 z vrnitvijo v slovenski parlament. Lep dan še. Sedaj pa k besedi vabim še predsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Marka Zidanška. Pa res je lepo pogledati po polni dvorani. Imamo to priložnost, ko vas pogledamo s te strani. Spoštovana županja, hvala lepa za dobrodošlico. Predsednica, poslanec evropski, vsi dame in gospodje. Res sem vesel, da smo v takem lepem številu, da to stranko bogatijo različne zveze in gibanja, da lahko ocenim, da smo na eni dobri poti nazaj v tudi slovenski parlament. Smo pa parlamentarna stranka, ker imamo evropskega poslanca. In če se navežem mogoče na besede županje, to, kar je izredno pomembno, to, kar ste uspeli tudi v vaši občini, je Slovenska ljudska stranka tista, ki se jo pogreša v slovenskem parlamentu, predvsem kot zagovornico lokalnih interesov. Dejstvo je, da smo zaradi večjega števila občin, zaradi razpršenosti, zaradi decentralizacije uspeli po zaslugi Slovenske ljudske stranke Slovenijo bolj enakomerno razviti in to je tipična, se vidi tudi v tej občini. In prav gotovo Slovenska ljudska stranka ne bo dovolila spremembe lokalne samoprave v smeri, ki si jo bi nekateri želeli, ki pa pomeni centralizacijo države in to, da kar pozabimo na to, da ljudje živimo tudi na podeželju, ne samo v večjih urbanih središčih, čeprav sami izhajamo tam. Drugač moram reči, da sem tudi sam človek, ki delam veliko z ženskami. Če boste sam pogledali ekipo na tajništvu Slovenske ljudske stranke,
od mednarodnega sodelovanja organizacije, direktorice, da ne naštevam vsega ostalega za naprej. Moram reči, da sicer je županja močnejša, ker ima 3 plus ona je županja, četrta, če grem, ampak bom sporednico postavil za Celjem, kjer smo samo 4 svetniki in imamo 5 svetnic v Slovenski ljudski stranki, kar pomeni, da so dame v prednosti. Je pa zanimivo napisal en kronist, tako se sam poimenuje v časopisu Delo, večkrat piše kakšne kolumne, že pred leti nazaj, me je označil, da dokazano naklonjen ženskam, da je Zidan še dokazano naklonjen ženskam v eni od stvari, ampak dejstvo je tako, veste, ogromno je energije, znanja, izkušenj in prav je, da znamo ne samo na besedah, ampak tudi na dejanjih pokazati, da znamo sinergijsko skupaj dobro delati. Slogan, ki ste si ga izbrali, je ta pravi, za družina naklonjeno družbo. Dejstvo je, da je Slovenska ljudska stranka tista, ki seveda zagovarja tradicionalno družino oziroma, bom rekel, neko normalno stanje, če sem čisto enostaven, v slovenski družbi, pa ne samo v slovenski družbi, v evropski ali pa svetovni družbi. In sem prepričan, da boste danes, ko boste spregovorili, šli v tisto ta pravo smer. Vam želim uspešno srečanje, dober kongres. Smo demokratična stranka, zbiramo, tudi na velikem kongresu smo več kandidatov imeli, tako je prav. Vem pa, da znamo potegniti skupaj. Lahko smo optimistični, dobro nam kaže, zanimanje za Slovensko ljudsko stranko raste, kar pomeni, da ljudje verjamejo v Slovensko ljudsko stranko in sem prepričan, da bomo, kot je že Franci prej rekel, v parlamentu najkasneje 2018, v slovenskem parlamentu, prav gotovo dobro presenečenje ali pa veliko presenečenje, da pa ne govorim, da bomo pa prav gotovo popravili rezultat tudi na lokalnih nivojih, kjer smo pa že tradicionalno najmočnejši. Želim vam prijetno počutje in seveda uspešen in dober kongres. Hvala, magister Zidanšek, hvala vsem 3 gostom. Zdaj pa je čas, da se začne kongresno delo. Zato na delovno predsedstvo, se pravi za glavno mizo, vabim predsednico in 2 članici delovnega predsedstva, magistrico Vesno Starman, gospo Olgo Franca in gospo Ivanko Brezigar. Uspešno delo! Lep pozdrav še v našem imenu. Resnično bi se zahvalila županji za to priložnost, da smo lahko sem prišli in ne samo, da sem vesela bila vašega poročila, ampak sem ponosna, ker dejansko dokazujete, da smo ženske sposobne v najhujših trenutkih narediti najboljše stvari, kar je možno. Hvala tudi gospodu Bogoviču, da si vzel čas za nas in seveda tudi predsedniku, pa tudi ostalim gostom. Jaz predlagam... Ja, seveda, tudi gospod Bogataj, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas. Danes je v bistvu za nas, za Žensko zvezo, zelo pomemben dan. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker danes imamo priložnost potegniti črto nad opravljenim delom, nad našim mandatnim obdobjem in hkrati se tudi pogovoriti o tem, kam, v katero smer naj se usmerimo naprej. Slogan, ki je bil izbran, seveda ni naključno izbran. Izbran je zato, ker smo v bistvu vsa 4 leta delali v tej smeri. Naredili smo neke temelje, ampak seveda se moramo odločiti, ali gremo v tej smeri naprej, ali prevzamemo kakšen drug program. Pa če gremo kar naprej, v vaših gradivih imate napisan dnevni red.
ženske oziroma današnjega kongresa, in sicer sprejet ga moramo, če se strinjate, potem imamo tudi poslovnik za mogoče ga obravnavati. Na to bom predstavila poročilo našega mandatnega obdobja, potem sledi predstavitev kandidatnih list za organe in funkcije Slovenske ženske zveze. Po razrešnici dosedanjim organom pa potekajo volitve in razglasitev pa zaključek kongresa. Dnevni red me najprej zanima, ali bi kdo kaj dodal, ali ga sprejmemo. Potrdimo mogoče z dvigom rok. Oziroma, ja, pardon. Imamo celo glasovnico v glavi, se vesele. Sprejeti. Da bi kar za sklep, da dnevni red je sprejet. Sprejem poslovnika ga imate tudi v gradivu. Je morda tu kakšna točka, o kateri bi želeli razpravljati. Lahko tudi potrdimo z dvigom list glasovnic. In sklepčnost. Aha, preden, seveda. Da sploh vidimo, a lahko sploh počnemo, kar počnemo. Torej, gospa Prisečnik. Nekje zadaj, a bi lahko, prosim, samo podala poročilo, da vemo, smo sklepčni ali ne. Poročilo verifikacijske komisije, ki je v sestavi mene kot predsednico Tadeja Romih, Simona Truden, ugotavljamo, da je od 33 delegat volilnega kongresa prisotnih 28 delegat. S tem je naša komisija ugotovila, da smo sklepčni. Najlepša hvala. Torej prvi sklep velja, dnevni red, zdaj pa še poslovnik ponovimo. A smo sklepčni? Ja, pa vse bomo pišla, še enkrat prevedemo. No, prav, bomo prebrali. Zapisnikarica je Maja Mateja Ažman. Sicer ne vidim, ampak verjetno je. Vrhovateljici pa Marija Župec in Jasmina Oblica. A tudi o tem? No, pa dajmo še o tem glasovati. A se strinjate? A z volilno komisijo se pa tudi strinjamo. Prisečnik Nevenka, Tadeja Romih pa Simona Truden. Se strinjamo. Formalnosti smo uredili. Torej, spet ponovno se vrnemo na točko 6. Sprejem poslovnika za delo kongresa. Podvigamo glasovnice, se strinjamo s poslovnikom, zdaj pa zares, prej je bila samo vaja. Super, hvala. Tudi štejemo glasovanje. Vse je večina, si večina. Dobro, zdaj bomo šli na poročilo, oziroma pred poročilom bi tudi si bom vzela samo trenutek, ker je gospod Drago Čepar poslal eno tako prijazno in pozdrav za vse nas. In sicer na sobotnem kongresu v Majšperku iz srca želim Slovenski ženski zvezi pri Slovenski ljudski stranki uspešno delo. Današnji trenutek kliče po delu za družini naklonjeno družbo in kliče po večji prisotnosti vrednot Slovenske ljudske stranke. In še vedno in morda vedno bolj na odločnem uresničevanju Gregorčičevega programa Prost mora biti, prost moj rod, na svoji zemlji svoj gospod, kar smo si vzeli za vodilo v Povežimo Slovenijo. Lepo pozdravite v mojem imenu vse udeleženke in udeležence, Drago Čepar, predsednik regijskega odbora, Ljubljanskega regijskega odbora. Zdaj bi pa prosila za mojo predstavitev. Tudi v gradivu imate nekaj napisanega sicer. No, morda bi šli skozi najprej poslanstvo, ki ga sicer poznate. Seveda vsaka zveza ima svoje poslanstvo, mi imamo to, da sooblikujemo enakovredno vlogo žensk in na tem smo mi vedno počeli. Tudi cilje in naloge morda, če damo, jih imate seveda v statutu zapisane. Jaz samo se mi je zdelo prav, da še malo vizualno se pogledamo, kakšne cilje imamo. In tem ciljem smo tudi seveda na to sledile.
No pa tukaj mi dovolite potem, da še malo povem oziroma preberem to, moje misli, ki sem si jih zapisovala ob tem, ko sem pisala poročilo. Bistvo politike je v nekem smislu doseganje človeške družbenosti. Pomembne teme demokracije je demokratično predstavništvo oziroma to, da so v zakonodajnih organih zastopane kar se da najbolje vse interesne skupine v državi. Neuravnotežena zastopanost žensk v procesu sprejemanja odločitev je pravi deficit demokracije. Demokracija poudarja enakopravnost, enake možnosti, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje posameznika in posameznice kot samostojne ustvarjalke oziroma ustvarjalca svoje lastne usode. Vloga Slovenske ženske zveze je združevanje žensk, ki želijo aktivno prispevati k oblikovanju političnega prostora. Ženske, ki si želijo vstopiti v politično sfero, pa žal velikokrat ugotovijo, da je politično okolje do njih zelo neprijazno. Samo hiter pregled svetovnega stanja nam pove, da se ženske še zmeraj soočamo z ogromnimi preprekami, da bi na političnem področju zastopali interese vseh državljanov in državljank. Pomembne politične ovire, s katerimi se ženske srečujemo ob vstopu v politično areno, so prevladovanje moškega modela delovanja in mišljenja, pa tudi govor o političnem življenju in o izvoljenih organih, pomanjkljiva podpora strank, omejena finančna sredstva za ženske kandidatke, omejen dostop do politične mreže ali celo lobijev, strožji standardi in kvalifikacije za ženske, pomanjkanje sodelovanja z drugimi družbenimi organiziranimi skupinami, pomanjkanje dostopa do dobrega izobraževanja in treningov in vodenje na splošno, volilni sistem, ki je lahko ali pa ni prijazen do kandidata. Poleg tega si moramo priznati, da je za žensko izredno težko ukvarjati se s participacijo v politični sferi, medtem ko se na drugi strani sooča s težavami, kako zadovoljiti svojim eksistencialnim potrebam in potrebam svoje družine. Veliko žensk vstop v politično sfero dojema kot odločitev, ki jo morajo sprejeti. Sprejeti eno odločitev pa pomeni odreči se drugi. Ženska bi morala imeti možnost biti mati in žena in političarka. Prepojeni smo z ideologijo o ženski vlogi in njeni poziciji matere in večinoma slabše plačane apolitične delavke. Ženske morajo spoznati, da so odgovorne za svojo prihodnost. S kvotami se sicer ženskam omogoči dostop do politike, vendar to politiko še zmeraj oblikujejo moški. Mi smo na našo vlogo gledali predvsem preko zornega kota skrbi, ki odpira različne strateške možnosti, naprimer širše politične participacije. Veliko žensk, ki bi postalo bolj aktivnih tudi v politiki, mora čutiti, da so njihove skrbi del skrbi javne sfere. Menimo, da bi uporaba koncepta skrbi lahko odgovorila tudi na vprašanje, kako spremeniti mejo med javnim in privatnim življenjem. Skozi leči koncepta skrbi bi lahko videli veliko več rešitev, kot jih dejansko vidimo. Iz koncepta skrbi smo članice Slovenske ženske zveze pripravile program, ki je imel rdečo nit družinsko politiko. Družina pa, vemo, predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok, pa tudi starih staršev. Predstavlja primarni socialni prostor, kjer se postavljajo pogoji za čustveni, telesni in socialni razvoj otrok, hkrati pa nosi odgovornost za njihovo blaginjo. Poleg tega pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju družbe ter vpliva na gospodarski razvoj. Splošne temeljne vrednote, ki opredeljujejo družinsko politiko, so varnost, svoboda, solidarnost, blaginja, enakost in ravno iz teh vrednot smo črpali ideje za program in akcije. Zdaj na program. Najbolj smo ponosne, seveda program je bil dosti širši, ampak najbolj ponosne smo pa na dobrodelne akcije. Danes, pomimo grede, imamo v kombiju cel kup oblačil za eno družino iz Kamnika. Sodelovali smo s Karitasom, z materinskimi domovi. Ponosne smo tudi na sodelovanje s sorodnimi zvezami v SDS pa Novi Sloveniji, kjer smo organizirali tudi skupne akcije, tako kot naprimer okrogle mize, so bile tudi zelo, zelo zanimive. Najbolj so nam bila seveda všeč druženja, ko smo potovali po Sloveniji, spoznavali nove kotičke in hkrati spoznavali seveda tudi ena drugo in s tem postale povezane tudi na drug način. Zelo odmeven je bila akcija na Debelem rtiču, danes je z nami tudi
primorka leta, Angela Lampe, ki nam je bila v bistvu zelo, oziroma ona je idejni vodja pri gradnji Zavoda za invalidne otroke, medtem ko sam ta del je vodila naša Olga Franca. Uspelo nam je tudi pri vinjetah, in sicer, da tisti starši, ki imajo invalidnega otroka ali pa več otrok, seveda nujno potrebujejo večji avto, potrebujejo kombi, torej ni prav, da oni plačujejo višjo vinjeto, in smo ravno z našo akcijo uspeli, da take družine dobijo povrnitev stroškov za vinjeto, se pravi polovico, ne plačajo 220, ampak 110, tako kot ostali, ki imajo osebne avtomobile. Aktivne smo bile tudi v družinskem zakoniku, tukaj je bila vodja Metka Zevnik. Tukaj nismo bile ravno podprte strani stranke, tako da je Metka Zevnik žal tudi odstopila iz stranke in seveda posledično tudi iz ženske zveze. In pa seveda v volilni kampanji, ki je bila tudi v teh 4 letih, smo imeli vse možne volilne kampanje, smo bile tudi vse zelo aktivne. Danes bomo v bistvu zaključili šele program, in sicer z deklaracijo, ki jo imate tudi v gradivu, ki konkretizira našo rdečo nit, in sicer o enakopravnem položaju za vse in o družini naklonjenih podjetij. Torej ne bo samo družba, ampak tudi podjetja. Samo zdaj poiščem. Ste ga našli? Takoj na naslednji strani je deklaracija. Lahko zdaj zaključim, lahko zdaj naredimo to deklaracijo. Torej, spoštovane članice Slovenske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki, spoštovani gostje. V statutu naše zveze smo ob ustanovitvi opredelili glavni cilj našega dela. Ženske moramo imeti enake možnosti za izobraževanje, poklicno delovanje, družbeno udejstvovanje in enako plačilo za enako delo. Družba in država sta odvisni tudi od našega odgovornega delovanja pri oblikovanju duhovnega, družbenega in gospodarskega življenja. Še vedno smo ženske v neenakem položaju na marsikaterem področju. Z razvojem sodobne družbe, v kateri vsi zaposleni na splošno preživimo več časa na delovnem mestu, je toliko bolj postal pomemben odnos delodajalcev do družine kot vrednote. Slovenska podjetja, ki se zavedajo pomena te osnovne družbene celice za našo prihodnost, lahko pridobijo certifikat družini prijaznega podjetja. Žal v Slovenski ženski zvezi pri Slovenski ljudski stranki ugotavljamo, da je ukrep družini prijazno podjetje večinoma samo marketinška poteza, nalepka na vratih podjetja ali na spletni strani. Groba ocena je, da je 3/4 ukrepov, ki izhajajo iz tega certifikata, že osnovno dala. Ostala četrtina pa zaposlenim prinaša tako malo sprememb na bolje, da težko govorimo o prijazni podjetji. Mnoge ženske so nam zaupale svoje izkušnje in opisovale, kako se dnevno borijo z usklajevanjem poklicnega življenja in družinskih obveznosti, saj še vedno podpirajo ne le 3 vogalov hišo, ampak kar vse. Učinki ukrepov so po njihovem pripovedovanju tako minimalni, da so le skromna dodana vrednost družini. Tako so pogoste zgodbe, ko mož kljub zdravstvenim zapletom ne dobi prostega popoldneva, da bi bil prisoten ob porodu. Odmerjanje časa za dojenje, ko ženska prekine porodniško zaradi delovnih obveznosti, in nasveti nadrejenih, da je za obisk pediatrične ordinacije bolj primerno popoldne. Mladi mamici bi prost dan, ki ga preživi z otrokom, lahko pomenil veliko, a jo v službi pričaka jezen namrščen pogled nadrejenega, ki začne postavljati vedno višje kriterije za uspešnost in obenem povečuje količino dela. Takih in podobnih zgodb je žal še zelo veliko. Kot vidimo, pogled v dejansko situacijo pokaže, da številni ukrepi sploh niso zaživeli. Med njimi je tudi delo od doma, ki je tako zapreden v klopčič birokracije, da ga zaposleni, ki bi to le nekajkrat letno nujno uporabili, po večini sploh ne morejo izkoristiti. Odnosi v naših podjetjih pogosto ostajajo na prenizki ravni. In stanje se slabša, kar se kaže predvsem pri odnosu do starejših. Z njimi delodajalci pogosto ravnajo, kot da bi jih najraje po dopolnjenem 50. letu starosti poslali na zavod čakati upokojitev. Pri čemer pa na škodo podjetja zanemarjajo dejstvo, da so lahko vrelec znanja in izkušenj, vestni in delovni. Vse preveč se je razširilo podcenjevanje, šikaniranje, mobbing, prikrito posmehovanje, opravljanje, cinizem,
prefinjeno pranje možganov, moški šovinizem, nepotizem in diskriminacija pri zaposlovanju ter izkoriščanje osebnih poznanstev za hitrejše napredovanje in višje plače. Le zakaj se je tak način zagrizal v naše odnose? Prav to potepta vse dobre namere ukrepov certifikata družini prijazno podjetje. Zato se sprašujemo, lahko govorimo o družini prijaznih podjetij ali bi bilo bolje uvesti družini naklonjena podjetja. Naklonjenost družinam pomeni pogled na sodelavce skozi očala vrednot in skrbi za družine. Starši moramo hoditi v službo in iz službe brez občutkov krivde. Moramo imeti možnost izbire, kje in kako bomo upravljali delovne obveznosti in predvsem moramo imeti občutek, da smo razumljeni, ko pridemo kdaj neprespani, prestrašeni ali pa jezni na svoje najstnike. Služba za starše velikokrat predstavlja tudi prostor, kjer se lahko izkažejo v drugi vlogi, se dokažejo na svojem strokovnem področju in imajo možnost za nekaj ur dati na stran družinske skrbi, zato se delu še bolj intenzivno posvetijo. Ko se človek počuti sprejetega, razumljenega in spoštovanega, bo najboljši delavec. Če pa se počuti nerazumljenega, nespoštovanega in izkoriščenega, bo le iskal priložnost za bolniški stalež ali menjavo službe, povrh vsega pa v tem času ne bo delal dobro. V izogib kolapsom na delovnem mestu, izgorelosti, številnim bolniškim odsotnostim zaradi stresa in strahu, morajo slabe prakse nadomestiti pošteno plačilo za delo, iskrenost, poštena pohvala in kritika ter iskreni medsebojni odnosi. Takrat bomo lahko govorili o enakopravnem položaju za vse in o družini naklonjenih podjetij. V Slovenski ženski zvezi, kot sem povedala, smo pripravili deklaracijo, ki ste jo delegatke dobile v gradivu in bi zdaj kar predlagala, da o tem glasujemo ponovno s glasovalnim potronom. Da bi prej razpravo. Si želi morda, potrebuje kdo morda razpravo? Bi še kdo kaj dodal? Dobar dan vsem, jaz bi se najprej rada v imenu Ženske zveze zahvalila čisto vsem v prejšnjem mandatu vodstva, kjerkoli na bilo kateri poziciji in v sedanjem mandatu, ker je seveda pri našem delu bilo veliko pomoči strani centrale, veliko pomoči pri organizaciji in veliko pomoči pri PR službi. Poudarila bi dve stvari. Torej, kritični odnos do našega položaja žensk na vseh nivojih v družbi je danes potreben. Kajti, če ne pogledamo stvari kritično, seveda potem tudi ne vidimo tistega cilja, torej tiste poti, ki nas pripelje do boljših sprememb.